Evo, danes smo na kavo povabili Tanjo Kovic. V čast mi je. Hvala. Mi, da so se pravzaprav spoznali na enem izobraževanju in takoj sva našli svojo rdečo nit. Tako da v bistvu se ona ukvarja z fizioterapijo in začela je pravzaprav zdaj sama bolj fokusirano delati z ženskami v zvezi z mišicami medeničnega dna, kar je zelo pomembno, tudi pri sami skodelici, uporabi same skodelice, pri uriniranju, sploh za žensko zdravje, predvsem pa potem lahko uživamo tudi v spolnih odnosih. Tako da jaz mislim, da danes bo res dobra tema. A ne? Ja. V bistvu jaz se ukvarjam zdaj, kar je nekaj let, z rehabilitacijo, s fizioterapijo medeničnega dna. In tukaj spada tako moških kot žensk, ne? Danes se bomo govorili bolj o ženskah. In tako, me veseli, da karkoli me vprašaj in ti bom povedala. No, super. Namreč, mene ženske vedno sprašujejo, zakaj mi pa lalika ven uhaja. Recimo, takole nekako je pozicionirana na stene nožnice. In s pomočjo nožničnih miši, v bistvu je, a sem rekla mišic? Ja, mišic. Mišic je sama skodelica pozicionirana. In če te mišice niso dosti dobre, težko bo stala na mestu. In zato je včasih potiskana ven, a ne? Že sama sila težnosti in pa seveda, če mišice niso dovolj dobre, jih moramo začeti trenirati. In zato imamo tukaj Tanjo, da nam bo majčkeno več lahko povedala o teh mišicah, ker vsi vemo, keglove vaje, mi imamo potem tudi tele joyball, se pravi te kroglice, s katerimi si lahko pomagamo, da treniramo mišice, ampak mislim, da je tukaj še kaj več kot samo kroglice in keglove vaje. Ne? Ja, mišic, medenično dno je pri vsaki ženski, lahko rečem, skoraj drugačno. Toliko let smo mislili, da je samo problem šibkih mišic, se je videlo, da mišice so lahko šibke in ta skodelica uhaja, ne? Lahko pa so tudi pretrde mišice in nekatere ženske sploh ne bi mogle ustaviti ene take skodelice. In pri vseh teh primerih se da veliko napraviti s fizioterapijo. In naprimer, če začnemo z ohlapnimi mišicami, ne, seveda vsaka mišica, ki je ohlapna, rabi, da jo učvrstimo z vajami. Poznane so te keglove vaje, ne. Te jih poznamo že nekaj desetletij, ne. Seveda pa zadnja leta nadgrajujemo to znanje in smo videli, da niso zgolj samo mišice za stiskati proti sredini in še navzgor. In ni to samoumevno, ne. V mojem delu sem videla, da ženske vedo, ne, da se da tam nekaj stiskati, ko pa v pregledu jaz pogledam te mišice, otipam mišice, vidim oziroma tipam, da nekatere stiskajo, skoraj večina jih stiska vse okoli, naprimer glutese, te ritne mišice, ali pa notranje stegenske mišice in mislijo, da stiskajo mišice medeničnega dna. In nimajo rezultata, ni to mesece ali leta to delajo brez in so magari inkontinentne ali ta skodelica še vedno uhaja in se sprašujejo, zakaj, tudi če vadijo, zakaj nimajo rezultatov, ne. V takih primerih se priporoča, da se pogovorijo, ne, z zdravnikom ali da grejo do fizioterapevta. Vsak fizioterapevt tega ne dela, mora biti ekspert, ne, za fizioterapijo medeničnega dna in gotovo mu bo pomagal, ne, ga bo usmeril, kaj narediti, da stanje izboljša, ne. Ja, meni je res fascinantno, da si se dobesedno specializirala za to, ker je pač zelo veliko žensk v bistvu res ne ve, ne? Ne ve. Pa da se da to sploh popraviti, ne, na koncu koncev. Ja, vedno več
Ja. Se govori o tem, samo se splača iti k specialistu ali ginekologu ali fizioterapeutu, urologu, če imamo probleme z inkontinenco, na primer, ne? In stanje se da poboljšati. Kako pa mi lahko poboljšamo že preventivno? Ali lahko kaj naredimo preventivno, recimo? Preventivno, ja, naprimer, če ne gremo k specialistu, se odločimo, ok, bi rad naredil kaj sam. Si pogledate po internetu, kako je zgrajeno medenično dno in dobiste mene. In jaz vam rečem, medenično dno je tista struktura, ker niso samo mišice, ki je na koncu našega trupa in je v obliki ene skodelice. Te daš skodelico, lalikat še v to skodelico. To medenično dno, ne, je sestavljeno iz več slojev mišic, ne, in vezivnega tkiva, ki se kost obdaja, ne, medenica obdaja to medenično dno, potem so ligamenti in na tem dnu so naslonjeni organi, črevesje, potem danka gre, ne, skozi, pri ženskah gre je ta vaginalni kanal in še uretra, to je sečnica, ne. Ženska ima 3 kanale, moški ima 2. Zato pri ženski je že bolj šibko, ne, to dno v primerjavi z moškim, ne. Ženska se mora bolj potruditi, da ima dober tonus, ne. Kar se tiče tega, treba je videti, ne, zdaj ta ženska ali ima prešibke mišice ali premočne ali pa so funkcionalne, to pomeni, da so elastične in opravljajo svoje delo, ne. Tako. In kaj si me vprašala že? Kaj lahko v bistvu naredimo preventivno, a ne, recimo, Ja. če se bojimo, namreč jaz, ko sem rodila, ne, meni so prav prišli predavati, kako v bistvu delati vaje za medenično dno. Preventivno, prvo jih moramo spoznati, moramo vedeti, to sem rekla, pogledajte si na internetu, kako so zgrajene, ne, od kje do kje gredo, naprimer, spredaj imamo sramnično kost, pube, rečemo Italijani, od zadaj je trtica, tu se naraščajo spredaj in zadaj, pri straneh sta 2 grči, sedmični grči, to začutimo, ko se usedemo, začutimo te 2 koščici, ne, in tam so pritrjene te mišice. In je precej veliko, ker če ti si greš označiti točko na enem listu, se usedeš na en list, si označiš točka spredaj, točka zadaj, te 2 grči in pride prav taki lep velik zmajček. In vse to je medenično dno. In potem, ok, to imamo zdaj glave, no, to vizualiziramo to površino, sedaj pa kako jo začutimo, takrat jo moramo začutiti. Naprimer, prve vaje, ki lahko narediš, je, da se usedeš, lahko tudi ležiš in dihaš. Če znaš dihati trebušno, je boljše. Zakaj? Zato, ker tu imamo trebušno prepono. Me vidite, tukaj to spodaj. Ta trebušna prepona je kot ena marela, ne, dežnik. Ko vdihnemo, gre navzdol in kaj naredi? Vse to, kar je spodaj, vsi ti organi, gredo proti medeničnemu dnu. In če mi smo na stolu, vdihnemo, poskusi, naj bi začutili, kako gre medenično dno navzdol, izdih pa medenično dno se sprosti navzgor. To ni kar tako, da začutiš takoj pri prvem dihu. Nekatere
naprimer, ki pridejo na terapijo k meni, jih moram komaj naučiti dihati. Ja, dihati, ker ponavadi ženske dihamo prsno, ne? Prsno in od trebuha navzdol sploh ne začutimo. Tako. Zdaj, to govorimo za tiste, ki si hočejo pomagati sami, ne? Ja. In recimo, da so uspele ženske tukaj začutiti medenično dno pri dihanju. Vdih gre dol, izdih gre gor in čutiš, da se nekaj tam premika spodaj, ne? Vdih, izdih. Tako. Ok, to naj bi bilo medenično dno. Zato pravijo tudi, da je super najbolj zdravo dihati z trebuhom, s trebušnimi. Ja, ker je bolj popolno, ne? Oprosti. Tukaj je preveč površinsko, ne? Samo v prsnem košu. In ok, kadar začutimo te mišice, skušamo vizualizirati te 4 robove, ne, spredaj, zadaj, te 2 grči, in jih skušamo stisniti recimo proti sredini. In če smo že tako spretni, lahko tudi proti navzgor, proti srcu. In spustimo dol in nazaj razširiti. Recimo, to naj bi bilo kot ena kegljeva vaja. In poskusimo še enkrat. Stisnemo vse te 4 točke proti sredini, navzgor. Kako pa diham pa s trebuhom, ali ne pozabim? Pusti zdaj dihanje, ker je dosti. Je kot kadar se učiš peljati avto, ne? A zdaj kdaj naj pritisnem na bremzo in na to je pa uno. Je preveč, ja. Je preveč stvari, ja, za misliti. In če vidim, da ostaneš, da ne dihaš, te naučim, da dihaš in istočasno stiskaš mišice, ne? Tako. Važno je, da ko kar stisneš navzgor, ne, skupaj navzgor, da tudi spustiš. Zato, ker mišica se pokrči, se skrajša recimo in potem mora iti na svoje mesto. Tako. S temi vajami, redno vadbo, ne, potem mišica postane funkcionalna, ne, dela svojo funkcijo, ne. A to recimo je fino za tiste, ki imajo šibke in za tiste, ki imajo močne, ali je to malo drugače? Je za oboje. Za oboje. Pri teh, ki imajo zakrčene mišice, se gleda bolj, kot fizioterapevtska obravnava. Te, ki imajo zakrčene mišice, ponavadi nekaj stisnejo, potem pa ne utegnejo sprostiti in tam vadimo bolj sproščanja. Največ časa pa se uporabi, največ teh terapij se uporabi sploh, da ženska ve, kaj stiskati. Ni tako samoumevno. In zato, naprimer tudi s palpacijo, ne, da tikaš tisti predel in rečeš stisni skupaj, sprosti. In ni takojšnji odziv. Pri nekaterih sploh, sej so bolj redke, ne? Ampak kjer ne najdeš tega odziva, takrat si pomagaš tudi z drugimi pripomočki pri fizioterapiji, naprimer elektrostimulacija, ne? Kjer ti električni tok sproži to kontrakcijo in tam začuti prvič ženska reče, to je mišica, katero bi jo mogla. In prej ni, prej magari je stiskajo te gluteus, vse kar je okoli, trebušne. Dosti od njih stiska trebušne mišice in je še slabši, ker povečuje pritisk v trebušni votlini in še bolj razteguje dno. A je možno, da kar vse naenkrat stisneš? Ne. Ja, ko si enkrat že priden, ko že enkrat veš, kaj delaš, ko enkrat že čutiš te mišice, lahko stiskaš, skakaš, vse naenkrat poješ, vse.
Samo na začetku moraš ti vedeti, ne, da delaš prav. Ne. Kaj v bistvu stiskaš, ne? Ja. Ja. Na Človek začetku si misli, da to, ne. učimo, zdaj, vsak po svojem, ponavadi je tako. Prvo veš, kje so te mišice, potem kako jih stiskati, izoliraš, ne, ta gib. Prvo naučiš samo tam stisni, sprosti. In potem začneš vključevati druge sosede, ne, druge sosedne mišice, druge gibe, odpri koleno navznoter in drži. Ne. Je dosti teh vaj. Tako da, če, ne vem, 10 let od tega so mi napotili zdravniki, naj naredi 10 terapij v 2 tednih. In s tistim bom popravil, ali ona popravlja Mišice? Ja, ni tako. Se splača spremljati eno tako pacientko dalj časa. Tako. Ker ravno recimo po porodu imamo vsi malo težave, tudi ker je vse. Ja, Ne. se raztegne, Ja. da ne govorimo o tistih, ki so bile prerezane, ne, epiziotomijo, ali pa raztrgane in tam absolutno rabijo pomoč. Ja. Ja. No in tam so nas prav učili, v bistvu, da je tak podoben občutek, kot recimo, ko greš lulat, pa zadržiš ta urin, da ne gre cel curk, ampak da ga v bistvu zadržiš, da je to nekak na občutek. Feedback, ne, da ti razumeš, To mišico. kaj rabiš. Ja. Zdaj, če to poskusiš še enkrat, ni problem. To so nas učili tudi nas, ko sem jaz hodila na to visoko šolo za zdravstvo. Ampak zdaj odsvetujejo, ne, poskusi enkrat, ok, ampak ne ponavljati tega, ker daješ zgrešene informacije temu sfinktru, ne, pod mehurjem. Ne. Poskusi enkrat, potem ne več. Prav? Ker tudi, recimo, če prideš meni, jaz te vprašam nekaj stvari in te bom vprašala, ali utegneš zadržati curek, zdaj, če govorimo o inkontinenci. Ne? In če ti utegneš zadržati, pomeni, da si poskusil to stisniti. Ne? In mi poveš, ali ja ali ne. Če ne utegneš, pomeni, da je zelo šibko, medenično dno. Jaz včasih tudi rečem, zdaj ne vem, če prav delam pravzaprav, če uhaja skodelica ven, to res pomeni, da imamo pač, da je treba mišice malo ojačati. In po porodu sem jaz imela resen problem, ker je res težko držati na mestu, zato me je sama skodelica spomnila, da moram jaz stisniti, da jo zadržim in da jo stisnem nazaj noter. In mi je na nek način pomagala, zato ker me je spominjala na to, da moram narediti kaj za svoje telo, oziroma da dati nazaj v fizično ne obliko, ampak... Ja, se je res kot skodelica je kot informator, ne? Ja. Da ti pove, zdaj zakaj ne stoji ta skodelica na svojem mestu. Nisem omenila težave, ki jo imajo nekatere ženske, recimo po porodu ali ko se postarejo, ne? To so prolaps organov. Ne? Kaj pomeni, da organ ni več na svojem mestu, zato ker je toliko časa bilo šibko to dno, ali pa ker so bile take, ne vem, preveč pritiska gor na te organe in to se je stalno nižalo. In naprimer lahko gre navzdol sečnica, sam mehur lahko sili navzdol, uterus, vaginalni kanal lahko ne stoji več tonično na svojem mestu, ali od zadaj imamo to danko, rektu, tudi ta lahko sili proti vaginalnemu kanalu. To ponavadi ženska začuti kot eno težo, čuti nekaj, da eno nelagodje v medeničnem dnu, ali ni nujno, da jo občuti zjutraj, lahko jo občuti predvsem zvečer, če stoji dolgo na nogah, ti imaš cel dan ta pritisk in če se ne uležeš, se ne gre na svoje mesto. Ne?
In proti večeru začutiš to težo prav v medeničnem dnu. In tam zelo možno, da je že kakšen začetek prolapsa. Zdaj zavedati, kaj je šlo navzdol, te mora pregledati ginekolog, ja, in vidi, ne. Pa se da to tudi recimo z vajami pomagati? Ja, Okej, super. se da, do kakšne mere. Teh prolapsov je več, Variant, ja. več stopenj, ne. Tiste najlažje se da popraviti kaj? Se pomaga pri simptomih. Tisti občutek teže ali da te nekaj peče, s fizioterapijo to se popravi, organa pa ne dvignemo, ne. Sploh pa ne, ko je že huda stopnja, takrat te samo kirurgija reši, ne. Preventiva je prav ta krepitev oziroma fizioterapija medeničnega dna, ne. Tisto pa pomaga, ne, da to ne gre še bolj dol. Tako. In v takem primeru, če je velik prolaps, težko bo ta kap stal, ne, Ja. na svojem mestu. Se tega ni tako malo. Ne, ni. Samo do zdaj so ženske, zdaj so začele ženske biti bolj ozaveščeno, iščejo rešitev na njihove probleme. Enkrat, če si bil inkontinenten, ne, si ostajal doma, nisi šel v take pogoje, ne, Ja. kjer si vedel, da ti bo uhajal urin ali da te bo peklo od spodaj. In zdaj pa iščejo rešitev na njihove težave, ne. Hočejo biti dinamične. Ja, seveda. Tako, si hočejo pomagati, ne. Ja. Saj to je zelo bistven del našega življenja, oziroma da imamo to poštimano, Ja, stoji ja, na ja. mestu. In se da. Ker dostikrat rečejo, saj to imajo vse, tudi če si ne govorijo med njimi, ne. In dve, tri kapljice, na primer pri inkontinenci ima vsaka. Ja, ma to je inkontinenca, ni da je ena normala, ni normalno, ne, da ti uhaja urin. Je rešitev za to, ne. Ne čakati, če bo potreba, bo pa kirurgija pomagala, ne. To se da prej vse rešiti, ne. In kako recimo to, kako te lahko obiščemo, oziroma kako lahko nam pomagaš? A imaš kakšne... Ja, dolgo let sem delala v ambulantah pod gospodarjem, tako, ne. Ja. Sedaj pa sem se odločila, da grem na svoje. In sem si zamislila en moj program, da traja več časa. Ker problem je prav ta, da v ambulanti se naročiš, greš narediti tiste 10 terapij, potem pa pomagaj si sam, ne. In tako sem si rekla, kaj lahko jaz drugače, ne, jim pomagam, kaj lahko jim dam. In lahko dam več časa. In malo bolj tako razširjen program, ne. Ni nič kaj tako težkega. Recimo, največ, kar lahko ponujem, je ta 6-mesečni program. Zdaj eden, ki še 6 mesecev, ne, sreča, ne, je preveč. Ampak ni taka stvar, ker sem videla tisti, ki so začeli, so rekli, je že konc, ne. Ja, pa rezultati In verjetno rezultati tudi za so, to, ne? ja. In v bistvu predlagam jaz tako, da pridejo enkrat na teden. Vsak teden se pogleda, kako je situacija, in se da vaje za teden naprej. Ne? Vsaki dan mora ta ženska opraviti vaje 10 minut. Ne? Samo v teh 6 mesecih, ja. 10 minut na dan je, potem ni več tega, potem to je Že v kri integrirano pride, ja. v življenje, ne. Grem delati mojo telovadbo tudi, pa in zraven naredim tudi vaje za medenično dno, recimo, ne. In 3 mesece, to se pravi 10 terapij v 3 mesecih, so individualne. To se pravi, da sem jaz
terapeut in pacientka. In tam dam vse možne informacije, ki jih ta rabi, prav, da je prav za njo. Ne? In potem je pacient že pripravljen za v skupino. Ni potrebno, da je tam sam z mano ambulanti, lahko tudi nadaljavo delamo te vaje. In ker tukaj se vključimo tudi celo telo, ne? Delamo vaje za medenično dno in celo telo. In, ali ne samo, tudi za dnevna opravila, naprimer naročim, pa danes, ko bo skakal pri telovadbi, jumping jack, naredi to vajo. Ne? In potem vsak teden oni mi povejo, če jim je šlo, če jim ni šlo. Ali pa med kuhanjem verjetno. Ja, da je prav en tak določeno opravilo, kjer recimo... V bistvu, da spet zaživijo tako, kot želijo one. Ena bo šla za eno žensko iti na sprehod bo maksimum, za drugo žensko pa iti na Triglav je drugi cilj, ne? In za vsaki se moraš prilagoditi. Tako, to je fajn od individualnih fizioterapij, tako, ne? No, super, super. In kako recimo, ja, to je 6-mesečni program. Kakšni so pa še kaj tako, da recimo, naprimer, da jaz sploh ne vem, kje imam mišice, zakaj jih imam, ampak bi pa jih rada ojačala zato, ker sem glih po porodu, naprimer. Ne? Ja, seveda. Kako lahko v bistvu lahko pridem k tebi in ne bi imela pač recimo 6 mesecev, ker vem, da bi to, ne? Ja, to je maksimum, ne? Jaz rečem, tu ti dam jaz vse moje znanje, da boš ti samostojna in me ne boš več rabila, v bistvu mene... Ja, to je bistvo, ne? Ja. In če pa ti rečeš, glej, jaz bi rada dala vse od sebe v 2 mesecih, 2 meseca časa imam, ni problema. Bomo dali zraven še kaj, naprimer elektrostimulator, ne, pomaga, da to prej dobiš tonus, ali pa odvisno, kakšno je tvoje stanje, ne, če je preveč ali premalo, je vse odvisno od pregleda na začetku. Vsak je svoj primer in se prilagodim. Tako. No, super, super. Meni je to toliko zanimivo, da so že skoraj pol ure. Jaz skoraj predlagam, kaj pa če bi kdaj naredila celo live, če koga kaj več zanima o tem. Zato, ker se mi zdijo to res take pomembne stvari, pa sploh se ne govori o tem, tako kot v menstruaciji, ker je tako vse tabu, pa pomembno je. Ne? Tako da, mogoče bova pa še kdaj se Ja, sej jaz zaenkrat, jaz delam, verjetno je slišati, delam v Italiji, ne, sem Slovenka, ki živim v Italiji in delam te brezplačne tečaje na Facebooku, zaenkrat v italijanščini. Imam pa objave v mojem Facebook profilu, na Facebook strani, ne, ki so pretežno v italijanščini, ampak tudi v slovenščini, prav tako, da, ker tu je precej dela zat, ne, ni zdaj, da bo napisano en članek kar tako z dneva v dan, to mora biti zelo konkretno, ne, da dam prave informacije in jim skušam dajati tudi v slovenščini. Tako da, če pridete k meni, jaz govorim po slovensko z vami. V tem 6-mesečnem programu dam gradivo, ne, da ki vam ostane celo življenje, tu noter so videi z vajami konkretnimi, je v italijanščini, ampak za Slovence je s podnapisi, ne, in tako da si vsak lahko ogleda tudi tukaj, recimo. No, super. In ja, prav gotovo, če bo zanimanje, lahko se organizirati v slovenščini, ne, gotovo. No, super, bom jaz dala vse to lepo, tvoje kontakte vse od spodaj, tako da, če jih bo karkoli še zanimalo, te pa tako kontaktirajo, magari narediva še en live skupaj, če je treba, ker to so res take pomembne stvari, pa zanimive. Ja. Tako da, hvala lepa. Hvala tebi, ki si me povabila. Ja, uživajte še naprej, se vidimo na drugi kavi.
Čau! Čau, čau.